predoru Karavanke se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik tovornjaka. Avstrijski mediji poročajo, da je tovornjak s slovenskimi registrskimi tablicami trčil o podporni steber predora, vozilo pa se je vnelo. Požar so pogasili gasilci. Ko so iz vozila rešili voznika, ni več kazal znakov življenja. Predor je bil zaradi nesreče več ur zaprt. Danes se je nadaljevalo sojenje v zadevi Patria, kjer so prvič zaslišali priče z Ministrstva za obrambo. Sodnico je zanimala hramba dokumentov in stopnja varovanja podatkov, ki so odtekali na Finsko. Obravnave sta se udeležila tudi upokojeni brigadir Peter Zupan, ki mu tožilstvo očita zlorabo uradnega položaja ali pravic, in slikar Jure Cekuta, ki naj bi bil napeljeval k temu kaznivemu dejanju. Danes je Mednarodni dan boja proti korupciji. Po podatkih mednarodne organizacije Transparency International je korupcija zelo razširjena kar v 2/3 držav. Med njimi je tudi Slovenija, ki se je na seznamu mednarodne organizacije glede boja proti korupciji v javnem sektorju znašla na 43. mestu ali kar 6 mest niže kot lani. Brezposelnost je postala poslovni model izsiljevanja za zniževanje pravice delavcev in človekovih pravic na globalni ravni, je pred Mednarodnim dnevom človekovih pravic opozoril izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Goran Lukić. V zvezi izpostavljajo, da je pravica do dela temeljna človekova pravica, ter da je pri brezposelnih veliko kršitev človekovih pravic. Da so brezposelni v največji meri žrtve neoliberalnega obnašanja, kjer je vse podrejeno konkurenčnosti, dobičku in varčevanju pri delovni sili, je izpostavil predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič. Poudaril je, da bi moralo biti odpiranje delovnih mest prioriteta Slovenije in Evropske unije, ter opozoril, da pri bankah prihajajo iz Bruslja zahteve, glede brezposelnih pa le priporočila. Opolnoči se bodo podražili naftni derivati, nespremenjena bo ostala le cena 100-oktanskega bencina. Najbolj se bosta podražila dizelsko gorivo in kurilno olje za skoraj 2 centa za liter, 95-oktanski bencin pa bo dražji za pol centa. Danes se začenja zadnji letošnji del preventivne akcije Nič nič šofer, trezna odločitev. Cilj medresorske akcije je zmanjševanje števila prometnih nezgod, ki se zgodijo pod vplivom alkohola in drog. Voznike želijo organizatorji spodbuditi k odgovornemu ravnanju v prometu tudi v veselem decembru. Akcija bo trajala do 15. decembra. Jutri bo v vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Zvečer in v noči na sredo se bo pooblačilo tudi v osrednjih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do +1, najvišje dnevne pa od 2 do 7. V sredo se bo na zahodu zjasnilo, drugod pa bo še pretežno oblačno. V četrtek bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo še pretežno oblačno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Danes v dnevniku televizije Maribor. Avtobusni prevoznik proti mariborski občini dobil še 3. tožbo. V Slovenski Bistrici vrata odprl dom za starejše. Začetek smučarske sezone tudi na mariborskem Pohorju. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.